Tle pa se ne morem odločiti, to je težko, to so kot da so tvoji otroci. Ja. Pač ne morem za enega zbrati teksti, jaz moram vse, jaz sem ta huda, ti pejt stran, veš, briga me zate, tako. Pa pač čez življenje doživiš neke izkušnje, dobivaš in tudi malo o drugih stvarih želiš petane. Dobro. Imamo zelo prijetno. Danes ob skodelici kave, sicer ob čaju, gostim Ines, lepo pozdravljena. Živjo. Hvala lepa, da si me sprejela in da sva šla po tale sadni čaj. To je moj zajtrk, sva rekla. Ja, zmedel. Ja, tudi takšno jutro pridejo, ne? Ja, včasih ni časa. Kar velikrat zadnje čase. Ja, sploh zdaj, ko si v takšnem obdobju, ko se veliko dogaja, verjamem, da so malo bolj natrpani, pa verjetno jutra zgodnejša kot ponavadi. Ja, kar probam spati saj do 9, ampak nikoli ne gre, mislim, da ob 8 je moja ura. Aha. Ja. Tvoja? Začnem že precej zgodaj, ja. Okay. Raj zgodaj začnem, da imam potem da imaš čas. Do večera vse lepo urejeno oziroma popoldneva. Sem bolj zgodna ptica. Ja, verjamem. Jaz pa nočna. Aha. Je to malo tak stereotipno za pevce, ali bi kar rekla, da se... Pa po moje za umetnike se mi zdi, da kar zatavamo na tja v noč. Ne vem, takrat pridejo ideje. A ne, pa tako glava mi ne pusti, da zaspim. Tako bolj ta varianta. Si pa kakšne misli tudi zapisuješ? Ali... Aha, novci. Zvečer, da ne pozabim, pa zjutraj gremo po seznamu. Kaj pa vojsi? Zdaj veliko gostov mi je tudi reklo, da kar se posnamejo. Ja, zdaj, če imaš kakšno idejo za pesem, polja, ne, ali pa kakšen tekst pa napišeš, načeloma zdaj jaz sem kar bolj na piši. In kako izgledajo zdaj tvoji dnevi v polnem pričakovanju enega velikega dogodka, ki bo zelo kmalu? Ekstra naporni, iskreno. Nisem si predstavljala, vedela sem, da bo naporno, ampak nisem si predstavljala, da bo toliko naporno. Jaz zdaj prvič v bistvu sem se postavila v neko drugo vlogo, organizatorsko, in imam kar totalno novo spoštovanje do vseh organizatorjev, ker je pač čist drug svet, ne. Mislim, se veš, da je naporno, pa živci, pa stres, pa tako, ampak pokaj se pa dejansko tega lotaš, pa vidiš, da v bistvu nimaš pojma, koliko je sploh naporno. Sej, dokler se ne postaviš v čevlje nekoga, ne veš. Tako da, ampak glej, se pa res veselim, 10. obletnica je samo enkrat. Ne vem, kdaj se je to zgodilo, takole. In želim jo v bistvu narediti predvsem za ostale in tudi sebi kot en lep spomin. Tako da bom praznovala s svojimi frendi, svojimi prijatelji, pa svojo publiko, v bistvu zaradi katere sem sploh prišla do te točke, ki sem, pa s celo svojo ekipo. Tako da upam, da bomo na koncu vsi ponosni in rekli, ok, to še ponovimo. Lepo, nekaj gostov je že znanih. Ja, David Amaro, imava 2 dueta, tako da ta je bil... Pričakovano. Uroš in Tjaša, z njima še nisem zapela, v bistvu, smo prijatelji, tako da malo doma na kavču pa to ampak nikjer v živo še ne. In pa Eva Boto. Z njo pa treniramo vsak teden skupaj, smo na treningih v fitnessu in sva rekla, ajde bo zdaj skupaj tle, kardio pa zraven pele. Ja, to je pa verjetno kar dobra priprava tudi na to, ko si obljubila, da boš veliko plesala. Upam. Ne, plešem že, vsak vikend imam vaje, tako da si želim, malo sem rekla, zdaj pa po 10 letih nekega, pa niti ne toliko rutine, se vsako leto spreminja, ampak vseeno je dosti podobno vse. Zgledala sem rekla, zdaj pa idemo nekaj spremeniti in sem se odločila, da želim narediti šov. Spektakel neki drugač za Slovenijo, se mi zdi, da tega dosti primanjkuje, tega nekega entertainmenta in sem poklicala v bistvu Studio Plac, to so punce iz Celja, Šentjurja, da bomo naredili en tak glasbeno-plesni spektakel in one rasturajo, valjda, jaz se pa zdaj trudim, da se jim malo približam. Tako da na odru se bo dogajalo. Ja, bom malo plesala, poleg plesalcev seveda tudi gosti, pa razširjena glasbena ekipa, no, ne bo samo moj standardni band, ampak še povabimo tudi glasbene sodelavce, no. Tako da se bo veliko dogajalo. Dobar.
To bo potem res en tak, kot si rekla, spektakel. Ja, upam. Ampak verjetno ne moreš izpostaviti, česa se najbolj veseliš. Kar celega dogodka, verjetno. Celega dogodka, potem pa tudi, da bo vse konc, da bo vse za mano. Pa ne zaradi tega se res veselim, kako bo. Ampak ta stres pa vseeno vpliva, tako da že v bistvu v glavi planiram, kam bom šla takoj po novem letu. To je zdaj plan. Šla bi najraje v tople kraje, tako da že gledam, da rezerviram letalsko karto. Fura, da potujem. Ja, sem ravno hočela reči. To je moja druga strast, tako da pol po nekem takem velikem projektu obsežnem, jaz rabim ta svoj mir in lih tam ga dobim, tam se nekako nahranim, dobim to energijo, sonce, to vse, kar rabim, da se jaz postavim nazaj, da je to mentalno zdravje stoji na mestu. Ampak koncert je 27. Ja. Malo po božiču. Ja. Kako pa misliš, da boš vse to? Meni se je zdela v bistvu zelo dober dan se mi je zdel. Se mi zdi, da ljudje še ne grejo nekam na potovanje, naprimer, ali pa ki grejo v tujino praznovati novo leto, glih še tisti par dni še doma ostajajo in sem se odločila, da nekako zapakiram to, da jih povabim na prednovoletno zabavo, da zaključimo v bistvu to skupno leto 2024 plus mojih 10 let, tako kaj treba. Ja, datum je za poslušalce res lep. Ja. Verjamem pa, da boš ti imela malo več misli no, pa vseeno upam, da boš uspela odklopiti med božično večerjo. Ja, težko. Ja. Se trudim, ampak je kar res glava nenehano. Jaz tako, naprimer, hodim v kisikovo komoro zdaj in tam ne bi se res umiril človek, ne regeneracija in tako in probaš izklopiti, ne da, melje, pa zadnjih 15 minut mi pa le uspe zaspati, tako da bi to trajalo vse 2 uri. Ja. Mislim, da bi mogla termin podaljšati, da bi potem ti, ko zaspiš za tistih 15 minut malo. Ja, tam ne smeš biti predolg noter. Tako da. Ja, ne vem veliko o tem. Ja. Super je, kisikova komora, to čistko, če boš daj rabila. Regeneracija, stres, razne bolezni se pozdravijo, razne poškodbe, na psiho dobro vpliva, spanje. V glavnem, veliko ljudi v tujini, znanih, športnikov, glasbenikov, imajo to doma v bistvu, za samo regeneracijo. Je pa tako malo za zdravstvo taka zadeva, da ni glih fajn, ker pač veliko stvari pozdravljano. Tako da se ne govori preveč o tem. Ja. Na katerem področju si pa ti največ prednosti zdaj opazila? Jaz pa sem imela malo težave z glasilkami, glih zaradi tega, ker je zelo ful prenaporno. Mislim, imela samo od poletja, sem imela res vsak vikend nastop, pa še neka tedenska snemanja in se mi je začel poznati na glasilkah prvič v življenju, po vseh recimo več kot 20 letih petja. Tako da sem se pač pa res lotila tega, z vso žlico zajela, na vse možne načine si pomagala in kisikova komora mi je v bistvu že odprej znana, ker sem imela avtoimuno bolezen in sem vedela, da ful dobro funkcionira, imunski sistem ti dvigne in karkoli se ti dogaja, se ti hitreje zregenerira, ker v bistvu dihuješ čisti kisik. Ja, tega pa v zraku dobivamo ful malne, mislim, veliko manj procentov, kot ga dobiš čez masko direkt. Potem pa itak verjamem, če se je poznalo na glasilkah, da si ukrepala, na to, da je to tvoj inštrument. To je moj inštrument. To bi pa brez tega pa ne vem, kako bi živela, tako iskreno, si ne predstavljam. In pač ja, tudi, to je taka stvar, ki bi v bistvu vse dal na pauzo, zato da jo pozdraviš, če bo pač to nujno potrebno, kadarkoli. Mislim, da ne bi imela izbere. Ja, exactly. Če hočem že kaj zaslužiti. Omenila si že sama potovanja, tudi to istočnico sem imela pripravljeno, da sta tvoji 2 strasti, ki jih zelo rada družiš. Kje si pa bila nazadnje? Se moram prav pomisliti. Ja, v bistvu v Italiji, na Sardiniji poleti, predtem pa na snemanju spota v Turčiji, v Kapadokiji. Čudovito. Če še nisi bila, ti priporočam ful. Taka magična je, 200 balonov vsak dan gre v zrak. Če je seveda možno, kar je itak, mislim, da 302, koliko imamo let? 365, prav 362 dni zihar. Ja. Gre v zrak in to je tako. V bistvu je kar malo nepredstavljivo, malo filmsko vse skupaj izgleda. Samo mestece je cute, pol te ranči, ki so s konji.
to jezero, slano. Ne vem, če si gledala spot, čudovito. Res, priporočam marsikomu. Sem kar začela reklamo delati za Turčijo. Ja, da nisi še video spot pogledajo, pa bojo videli. Ja, sigurno jih prepričam. Kako je pa s snemanjem v tujini? Zdaj si se verjetno že zverzirala v tem, ampak predstavljam si, da ni kot v Sloveniji. Finančno je sigurno zalogaj, ampak se mi zdi, da po drugi strani dobiš pa toliko tega, kako bi rekla, kreativne svobode, ki je mogoče tukaj nimaš, ker enostavno smo pač že vse videli. Tam pa prideš na lokacijo in vse zgleda wow. In pa si tako, če imaš pravo ekipo zraven, jaz sem si zdaj našla dejansko v bistvu z ljudmi, ki sodelujem že vsa ta leta in so moji prijatelji in je to potovanje pol ful prijetno. To je tak lep spomin in zdaj imam v bistvu željo, da kar s tem nadaljujem. Pa tudi ne vem, kako bi šla nazaj. En spot sem snemala v Maroku, zdaj tega sem snemala v Turčiji in zdaj ne vem, snemam nekje v Kopru in že kar mal, pa se je lep Koper, se ne more reči, marsikaj se da posneti, ampak sem si postavila nek svoj standard in zdaj imam feeling, da ne morem nazaj, niti nočem. Želim v bistvu dejansko prešparati nek ta budžet, da peljem celotno ekipo, si naredim en lep spomin, pa pač nek lep izdelek, no, ki je politik zavedno s tabo. Ne. To je pa tvoj, kako se reče, kaj ena izkaznica. Ja, se sem hodila kot razglednica iz posameznih mest. A še imaš kakšno na svojem seznamu, kjer bi si res želela? Bolivija. To je pa kar drago, ne, Južna Amerika. Tako da tja je pa, zdaj gledam, kako bom to izpeljala, pa kako čim manjšo ekipo tja pelati. Zdaj zadnje 2 spota sem si kar sama delala make-up, ker pač verjetno že sem bila tako, frizer, make-up, kaj znam boljš, sem rekla make-up znam, frizerja vzamem sabo, tako da ja, pa pač snemalca, ne. Tako da ja, naprimer v Maroku smo v bistvu bili 3-članska ekipa, nič vse skupaj. Pa polka pogledaš spot, v bistvu si kar tako, to ste vse sami posneli, kdaj se je to zgodilo, vprašanja se postavljajo, ne. Zdaj, ko smo bili pa za Ranjeno srce, v Turčiji je bil pa še Tibor zraven, je pa bilo fajn, kaj je pa on še malo poslikal. Tibor Golob. Itak sta prijatelja in je to potem še ena dodana vrednost. Zelo lepo. Je vredno, no, taki življenjski spomini. Ja, ful dobro. Verjetno se ne loti vsakdo to, ravno zaradi tega, ker je malce več dela. Ne? Ja, pa organizacije same. Mene pa to inspirira. Ful sem ugotovila čez leta, da me inspirira nek delovni proces, ta proces ustvarjanja, ki se zgodi vmes. Valjda, ker tudi na koncu nekaj nastane, pa si bolj ponosen na to, ne, ker se za to trudiš, ampak sam ta vmesen proces mi je v bistvu najbolj interesanten. Kaj pa pri samem scenariju sodeluješ? Ja, to pa že od vedno. Pa to so ponavadi nastajajo v moji glavi. Včasih, velikrat mi je na pomoč priskočila Nika, moja prijateljica najboljša. Ampak ne vem, nekako se počutim, da dam del sebe ven, ne? Še na ta način, da se pač približaš svoji publiki. Pa tudi sama najbolj vem, kaj si želim. Mal sem control freak, sicer če najdem ekipo, ki mi ustreza, pa ki vem, da bo to naredila tako, ki pač meni ustreza, mi paše, pol že predajam. Tako, nimam več časa za vse narediti. Rečem, ok, ta bo res naredil dober, da ti to, jaz bom to. Včasih pač moraš prositi za pomoč, ne? Ampak overall pa ja, ta glavna glava še vedno na vrhu sem jaz. One man band. Ja, kaj čiš. Od začetka, ja, pa se potem to pozna. Ja. A potem, kdaj prideš na lokacijo, pa se kaj tudi spremeni, glede na navdih? Ja, vedno. To pač čist vedno. Pač nek okvir si postaviš, vidiš na licu mesta, kaj se zgodi, kakšno možnost imaš, da še kaj zapeleš. Sploh pa, če greš v tujino, ker niti ne veš, kaj pričakovati. Ti si pogledaš videe, pogledaš si slike, pol pa prideš na lokacijo, pa vidiš, kaj je izvedljivo. Ne. Nismo zdaj, na primer, vedeli, koliko bo vode tlele v tem jezeru. A bo sploh še voda, ker tudi usahne potem, ne, čez poletje, kaj je to vroče. Ampak je bilo. Pa tako zelo, zelo lepo pravlično, kot da si bil v nebesih. Tako, od enkrat se je zlila v bistvu ta voda, ki je bila roza barve, kako se reče? Od odseva? Od odseva. Se je zlila tako nekako v nebo in pač ti si hodil v neskončnost. Full lover, res.
Tako da bi rekla, da je to eden izmed ljubših videospotov. Ja, Zdaj postal najljubši, lahko rečem. Tudi mamiš me se zelo približa. Lih zaradi tega v bistvu elementa, po moje, emocionalnega, ki me pol povezuje za nazaj, ker smo se imeli fajn, ampak ja, ta je kar po moje presegel, no. Zelo vse moje, vsaj po mojem mnenju. Pa tudi sama pesem, ali ti je recimo katera druga pesem bolj pri srcu? Tle pa se ne morem odločiti, to je težko, to so kot da so tvoji otroci. Ja. Pač ne morem za enega zbrati. Sigurno v nekem obdobju ima večji pomen, zdaj ta ranjeno srce je nekako bila tako lepo zapakirana, ta 10. obletnica, ta spomin na te prve začetke, Foxy Teens, ki pač itak je del mojega življenja, odraščanja. Pa še mogoče sem zdaj tudi besedilo malo drugače doživela in malo bolj globoko, kot je bilo pri 13-14 letih. Tako da ja, zdaj bi sigurno rekla, da mi je ena izmed ljubših ta zadnja. Ponavadi vedno tista, ki na zadnje narediš, ti je v nekem momentu najljubša. Ampak ima pa vsaka ostala tudi svojo zgodbo, svoj predalček. Spomine, ki so pripeti na to. Ja. Težko bi izbrala eno. No. Ja, kot si rekla, ja. Mama ne more zbrati svojega najljubšega otroka. Ta bi bila kar čudna. Ja. Besedil pa ne pišeš sama, sodeluješ z drugimi. Ja, ampak ne v celoti. Vedno sem se sam tako kot soavtorca preizkusila, ker vseeno je bila hrvaščina, jaz sem zdaj lahko sem probala približno, naprimer ti, ja, sem zraven sodelovala, ne moj mi reči, mamiš me tudi mal, šahmat. Tako, občasno, delno, ampak ni to moj materni jezik, tako da se zdaj nisem mogla v to podati tako na široko. Bom se mogoče v slovenščini kdaj preizkusila, nikoli ne veš. To mi bo zdaj bližje, ne? Ja, boš lahko naredila primerjavo. Ja. Pa ja, boljše se izraziš itak v svojem maternem jeziku. Ja. Ampak vseeno pa verjetno obstaja neka ljubezen do hrvaščine, glede na to, da prepevaš. V bistvu mislim, da je nam Slovencem dosti blizu, že zaradi same zgodovine Slovenije, pozicionirane, kje smo, vsi smo hodili na morje. In še hodimo. Sicer lahko ti povem, da sem prvo kepco naročila jednu kepcu, molim, ker sem bila tako čist nevešča jezika, v glavnem nimam nobenih korenin, tako da sem se mogla dejansko naučiti vsega. Ampak nekako je bolj spevan jezik, pa tudi mogoče te ne omejuje toliko sam na Slovenijo, Saj smo si dosti blizu in Hrvaška, Srbija, Črna Gora, veš, dosti podoben jezik. In kaj bi rekla, da pa je velika razlika med publiko čez mejo in v Sloveniji? Drugače, to bi pa rekla, da ja. Slovenija je res tudi Hrvati, ki pridejo k nam, povejo, pa tudi Srbi, da je slovenska publika res vrhunska. Oni dihajo s tabo, oni se derajo, oni v prvi vrsti kričijo, pojejo. Pač dejansko dihajo s tabo, medtem ko se mi zdi na Hrvaškem, ko sem nastopala, velikrat je bolj ta feeling, ok, tukaj imamo zdaj pevko, mi gremo svojo ekipo žurati, smo za mizo, stolom, oni rečejo. In pač imamo svoj vibe, super, se imamo, hangamo, ampak ni pa te euforije hude. No, verjetno, če je zdaj njihova velika zvezda tudi, ampak se mi zdi, da v celoti imajo drugačen način pristopa. No. Tako je bolj za njih, njim se dogaja, oni se imajo fajn. Ni toliko izraženo, kao v bistvu ta neka poveličevanje tega pevca na odru. Vsaj tako sem jaz doživela. Ampak spet, jaz nisem zdaj, na Hrvaškem naredila nekega takega preskoka, da bi bila ekstra popularna tam, tako da, ja. Si se mogla pa vseeno verjetno malo navaditi na ta način občinstva, glede na to, da si bila prej toliko let navajena tudi v Sloveniji. Ja, pa tudi na koncu, veš, ko sem začela tam nastopati, je bilo vprašanje, tam neke cene mogoče postavljene nisem bila še pač neko ime prepoznavna, sem ko mi začenjala in pa sem se začela spraševati, zdaj, valjda bom vzela tukaj v Sloveniji, kam imam pač na voljo toliko pa toliko špilov, nastopov, koncertov, kakorkoli, dol pa pač bi v bistvu bolj kot ne mogla neko leto, po moje, dosti bolj za nižjo ceno nastopati in na koncu pač prevlada neko preživetje in tudi v bistvu je Slovenija še vedno moj primarni trg, tako da sem se bolj sfokusirala nazaj na to. No. Smo pa v bistvu v začetkih poskušali priti dol na Hrvaško. Ja. Tako da, če pogledaš v nekem razmerju, imaš potem več nastopov tu v Sloveniji. Ja, seveda.
seveda, sigurno. No, pa sej, so Slovenci že pokazali, da imajo radi hrvaški jezik in izvajalce tudi Slovence, ki pojejo v hrvaščini, pa da to res ni nekakšna ovira. Ja, radi žurajo. To je to, po moje pika. Bilo kaj. Slovenščina, hrvaščina, tudi ki pridejo izvajalci, tako da mislim, da predvsem to. Mislim, da smo Slovenija ful vesel narod. Radi se zabavamo. Upam, da bo tako tudi ostali neko krizo napovedujejo. Bomo videli. Ampak še vedno se je na koncu pokazalo, da nam to veliko pomeni. Ja, itak. Da pač malo pozabiš na skrbi, pa greš uživati. To je nekaj čist drugega, to so občutki pod odrom, celotna zadeva. Mislim, da to ne more zamenjati nič. Daj si bila ti nazadnje na koncertu. Opa, da se nam polila. Sva jih pregovorila o tem. Na koncertu... Ja, predolg časa nazaj bi rekla. Boš mogla. Povabljena na koncert, te jaz povabim. Dobiš karto. Velja. Dil, zvenjen. Ful dobro. Kaj sem imela? Eno vprašanje. Pa verjetno si se tudi ti soočila s tem, da ti je pa nekdo učital hrvaščino, ali ne? Ja, sigurno so mi. Ampak se nisem kaj preveč na to požvižgala, tako po domač povedan, ker sem šla neko svojo pot. Mislim, da v tistem obdobju je dejansko, ne vem, pilo vodo, bilo je fresh, bilo je novo, sveže. Pač se mi zdi, da vedno nekaj, kar je drugač, doživi neko pozornost od ostalih. In tudi to se je dejansko takrat veliko poslušala, ta glasba. Jaz, ko sem hodila ven kot najstnica, se je pač, ne vem, ta hrvaški melos, srbski, zelo velik predvajal in na radijih, in ko smo hodili ven. In pa smo pač probali in je zaštartali in sem tam tudi ostala. Pa če si ti to začutila? Sej sem seveda vmes tudi slovenske pesmi izdala, samo mogoče niso bile toliko, po moje, toliko moj stil, pa jih ljudje pol niso nekako toliko z mano povezovali. Sem pa seveda bila tudi jasno glasno povedala, da ni to zadnjič, da bom zapela v slovenščini. In zdaj se je zgodil moment, ki je bil meni tudi nekako smiselen, tako, s to zadnjo pesmijo Ranjeno srce. Malo sem v bistvu se spomnila teh začetkov in osvežila neko staro pesem, ki mislim, da si zasluži, da pač živi med nami še naprej. Veliko ljudi jo je poznalo, veliko mladih jo je za njo prvič slišala, ampak je dobila novo preobleko. Ja, en tak lep namen. Super za obkrožiti to zgodbo 10 let. Ja, res. In kaj bi rekla, da te je najbolj zaznamovalo v tem 10 letih na glasbenem področju? Kaj pa vem, težko vprašanje. Misliš pri ljudeh ali samo sebe, kako jaz doživljam situacijo? Sama sebe. Po moje rast, tako osebnostna rast. Kaj vidiš, da se pač čez leta spreminja, vsako leto je drugače, in to se pol tudi odraža skozi pesmi, se mi zdi. Tako da se kar lahko pozna, kakšne tekste poješ. Mislim, da sem pač v preteklosti predvsem bila mlada, vesela na odru, zabavala ljudi, predvsem parti, pač fajn se imamo, tako teksti, jaz moram vse, jaz sem ta huda, ti pejt stran, veš, briga me zate, tako. Pa pač čez življenje doživiš neke izkušnje, dobivaš in tudi malo o drugih stvarih želiš peta, ker mislim, da se ljudje pač enostavno poistovetijo s tem, vsi gremo čez podobne življenjske poti. Tako da to se po moje najbolj pozna osebnostna rast. Pa si že prej tudi rekla, da to besedilo Ranjeno srce, koliko si ga doživljala prej, pa zdaj vse to se kaže v bistvu res zaradi rasti. Ja, ko sem razmišljala, katero pesem bi priredila, je bila ta pač ena izmed mojih najljubših. In sem prebrala tekst ponovno po vseh teh letih, ker nisem je zdaj skozi poslušala, in sem ugotovila, da je bila dejansko v nekem obdobju mojega življenja napisana od prve do zadnje besede zame. Čist, v nula. Sem tako s frendi, kva, to moraš poznati. In kjer so neke te usporednice najbolj? O kjerih zdaj govoriva? O besedilu Ranjeno srce. Moraš si poslušati. Zdaj, če greva razlagati. Pač ranjeno srce, se pravi, prišlo je do sigurno, mislim, da je čez vsako življenje to doživel. In je pač
tako drugače začutiš, ne? Neka, po moje, neka rana vedno ostane, sicer jo zacelaš, normalno, greš naprej, ampak ima pa svoj predalček, pa svoj spomin. Pa take pesmi to malo, nekako, ne vem, oživijo. Ja, zagotovo. Nekje ostane tudi, če je zaceljeno. Ja. In kaj bi v 10 letih ponovila, kaj ne bi? Ponovila bi dejansko vse, bilo mi je fajn. Nisem v bistvu nikoli obžalovala nekih stvari, nisem imela nekih res ekstra slabih izkušenj. Kaj ne bi ponovila, je pa to mogoče kakšna sodelovanja z raznimi ljudmi, predvsem moškimi, bi rekla. Se mi zdi, da sem ful opazila čez vsa ta leta, da je ta neka prisotnost tega ega ful močna. Predvsem pri moških, ki morajo kazati to neko moč, se mi zdi, da nad ženskami, pa sem v marsikaterem poslu, ampak tukaj v tem biznisu pa predvsem sem začutila to. Tako da mogoče kakšno odločitev, s kom sodelovati in s kom ne. Bi mi olajšala marsikatere stresne dni in tudi kakšne solze, ki so bile potočene, ampak to je vse pač življenje, to so vse izkušnje in tudi moraš iti čez to, da pač si pol tam, kjer si, no. S tem si tudi ti verjetno močnejša in, kot si rekla, več izkušenj. Ja. Ali tako da nasplošno si takšna oseba, da ne gledaš nazaj, pa obžaluješ? Ja, jaz sem tako, zelo hitro se sprijaznim situacijo, ok, zdaj smo tukaj, ne moramo spremeniti za nazaj, kaj lahko naredimo za naprej. Zelo hitro predelujem in tudi prebolim stvari, ker pač, kaj pa češ gledati nazaj? Mislim, da če bi tako živel, ne bi nikamor prišel, no. Včasih je težko, siguren, ampak če se zaciklaš v to, pol, ne vem, če lahko delaš korake naprej. No. Gotovo je. Ja. Kako pa se potem soočaš s takimi stresnimi? Si dobra, deluješ pod stresom, ne? Ja, zase imam feeling, da dobro delujem pod stresom, je pa res, da vedno lahko pride ta faktor, čez par mesecev, ki te povosa, veš, nekje neki ponavadi pride za tabo, ampak probam jaz ful sproti to rešvati, no. Naprimer, tudi tako sem pretekla s kisikovo komoro. Pa s frendi. Po moje, meni pač vsak mora nekaj svojega narediti, meni so ta potovanja, druženja s frendi, dobra hrana. Jaz sem že tako, če pač nekaj ne gre v redu, sem tako, bom vsaj dobro jedla. Ja. Moraš najti, po mojem, moraš najti tisti nek smisel življenja, ki te gor drži in pri meni so to. Jaz sem rada, zase mislim, pa tudi čez življenje so mi govorili, no, da imam ta pozitiven kor, ker se k njemu vedno vračam nazaj. No. Karkoli se zgodi, pač me to drži gor. Kakšna je pa Ines na domačem kavču? Zmatrana. Če je na domačem kavču, pol je zmatrana. Velikrat sem, kaj pa vem, takrat, če sem doma, sem res sproščeno, rada gledam filme, če ne rabim delati, seveda. Ampak ja, preprosta punca. Jaz naprimer, ko me velikrat vprašajo, kako me ostali vidijo, ne? Prvič, ko me spoznajo, imajo feeling zame, da sem zelo vzvišena, da ne morejo do mene pristopati, pa tako, pa ne bi jaz sebe nikoli tako doživljala, niti kam mi drugi povejo. Tako da jaz mislim, da sem čist preprosta girl next door, no. Ampak ja, seveda, pač to pride zraven, ker stopaš na oder, ne, te ljudje pač drugače pogledajo, pa neka prezenca. Tako neki imaš, pa tudi ne morete spoznati, ne, zdaj pa na prvi vtis zgleda, kakor zgleda, pa mislim, da kad človeka spoznaš, pa hitro ugotoviš, no, kakšen je. Itak. Kaj pa najraje počneš v prostem času? Nič, če imam možnost, da ne delam nič, sem srečna. Da grem k Niki, da mi skuha, da se malo podružimo, da se malo zabavamo. Ja, fura da jem. Ne vem, če si upadla, ampak ja, fura da jem. Razen zajtrke, te spuščam, ker ponavadi nimam časa. No. Ja. Tako da to, pa pol vmesnem čez teden, naprimer, ker nimam zdaj prostega časa, tudi snemam risanke, neke sinhronizacije teh modernih risank. Včasih je bilo, ko smo mi dve še gledali risanke, je bila uvodna, pa zaključna pesem. Zdaj ima pa kar milijon enih pesmic vmes, ki jih je treba sinhronizirati za otroke, da razumejo. Tako da se še tega malo tam vmes. Ampak ja, predvsem, če ne rabim nič delati, sem zelo srečna. Pa zelo malo takih dni. No.
Pa drugače imaš rada naravo, greš ven na sprehode? Tudi. Nisem zdaj ful športen tip, ampak ja, sploh če to zapakiraš kot nek trip, da nekaj vidiš, neko novo lokacijo. Jaz bi si do konca življenja v bistvu želela prepotovati v svet, če bi lahko. Verjetno imam malo premalo časa, ampak kar bom lahko, bom pa vzela. A potem imaš preštete države, v katerih si? Ja, imam aplikacijo, zdaj ne bi mogli pogledati. Mislim, da jih je okrog 26. Ja, jih pa še ful. Nekaj dela še imaš. Ampak je pa fajn. Velikokrat se vračam v isto državo, pa na različne lokacije, tako da zdaj se pravim tega izogibati, hočem v vsakič novo. Ja. Čeprav vedno se je fajn vrniti. Sam si možda dati priložnost, da pa vseeno še vidiš kaj novega, da ne greš sam na poznana mesta. Ja. Jaz rada raziskujem, pa pač te nove kulture spoznavaš, pa novo hrano. Pa tako, da smo si najdeli nek tim, naprimer Nika pa Tibor, mi zelo radi skupaj potujemo, ker smo ful kompatibilni na ta način. Tudi to je pomembno pri skupnem potovanju. Zelo. Ker eni radi grejo uživati, eni radi pač, ne vem, vidijo. Mislim, da rentamo avto in gremo pač po celi državi, če je možno, ne, če imamo toliko časa. Medtem ko eni bi bili pač stacionirani na istem mestu in pač vse 4 od sebe in gremo. Tako. Tudi to, kdaj pa še. Ampak ja, jaz sem bolj pristaš tistih prvih. No. Akcija. Ja, da vidiš. Mislim, če si že tam, a veš, da vidiš, ne. Se čist strinjam. Zakaj pol greš, zakaj plačaš? Teda takrat si jutranja ptica. Gremo. Ja. Celodnevna, nočna, vse, kar hočeš. Ne prav, treba izkoristiti. Kaj pa kakšen skriti talent imaš mogoče? Kakšno tako točko, za katero ne ve veliko ljudi? Skriti talent? Kva pa vem? Ne vem. Zdaj si me pa dobila. Ne, nič tega, da bi zdaj z glave vedela. Znam rigant, ampak tega zdaj več ne delam. Enkrat sem sicer se spomnim, da v oddaji Znana obraz ima svoj glas. Mislim, da me je Denis isto vprašal takrat in sem se zelo pohvalila in sem tudi pokazala, ampak sem rekla, zdaj bom tega več delala. Samo enkrat je bilo dovolj. Ja. Zdaj prav nek skrit talent, kaj pa vem. Ne vem. Igralstvo bi bilo kul. Sam to zdaj, ne vem, bi se mogla preveriti. Jaz se zdaj v bistvu sam nekako preizkušam v videospotih. Bi si pa želela kdaj zaigrati, pa bi bila vesela, če bi ugotovila, da je to moj skriti talent. To sem pa prebrala nekje, da bi se rada v tem preizkusila. To bi bilo kul. Ples ziher ni, to vem. To ziher vidi, ampak se pa trudim. No. Me je sicer pohvalila tale moja koreografinja, ampak imam dolgo pot pred sabo, no. Ni zdaj tako. Ni, da sem zdaj tipična plesalka. Ja, en mesec še. No pressure. Ne, se bo šlo. Sicer te bo cela hala Tivoli gledala, ampak... Se sem potrudila. Pa boš pa ocenila na koncu. Okay. Verjetno neke treme nimaš več, glede na to. Ja, zdaj vsakič, ko je nekaj novega, ja. In zdaj bo nekaj novega. Za te splošne nastope sigurno ne, zato ker pač so že nekako rutina, ampak glede plesa, pa pač vse je desetka, ne. Mislim, ni to, kar je navaden nastop, bom sigurno imela. Zdaj upam sam, da bom predihavala, pa da bo v redu. Boš v petkah? Ja, tudi. Zdaj glih gledam, nisem še izbrala dokončno outfite, ampak 2 outfita bosta ziher v petkah, en pa predvidujem, da v supergah. V tistem boš bolj plesala? Oboje. Ja. No, to bomo zdaj vsi pričakovali. Verjamem, da si bo šlo ful dobro. Ja, hvala. Drž pesti. Bom. Če ne boš pa plesalke malo porinila naprej. Pa. Ja, če ne drugega, ne, bom pa publikov. No. Če se bom zmotila, dajte mi en aplavz. No, evo, to je pa tudi ena dobra stvar. Take ja, me pa imajo, me pa držijo. No. So zelo, kako bi rekla, dobro podporo imam. Tako da računam vedno na njih. Na prve vrste vedno. Dobar. Kako se pa kaj soočaš z raznimi pritiski, pričakovanji glede kariere? Zdaj boš verjetno dobila tudi kakšna novinarska vprašanja. Kaj pa zdaj? Ja, sem jih že. Pa tako, veš kaj, navajena sem tega že vseeno od 12 leta sem nekako v medijskem svetu. Pri 12 smo začele in se teh vseh vprašanj navadaš, tudi kako odgovarjati na njih. Ja. Pač ne...
kaj povedati, kaj naj te zadane, kaj naj te ne, kakšni komentarji in tako gor in dol. Ampak 10 let je neka lepa doba, ful sem ponosna na to, moram reči, da sem, ker vseeno se mi zdi, da sem še vedno dosti mlada, pa da rečeš pri teh letih, da imaš že 10 let kariere za sabo, tudi nikar tako. Za moje pojme je bilo uspešnih 10 let, predvsem, ko gledam, jaz vedno tako uspešnost postavljam, da če sem bila jaz srečna v tem obdobju, pa je to bilo zame uspešno. Ker itak ima vsak svoj timeline, a ne, kaj želi do te točke doseči. In mislim, da to, kar sem želela, zdaj pa to, kar sem si želela, sem dosegla, zdaj imam pa nove cilje naproti, prihajajo. Zdaj upam, da bo ta koncert uspešen in si želim nek svoj koncept koncertov ustvariti in pa tudi to naprej v bistvu razvijati. No. To bi mi bil velik cilj. Plus tega ne veš nikoli, kam te zanese, ampak zdaj glede na to, da sem malo zajadrala po slovenščini, se mislim, da mi odpirajo neki novi odri, neka nova vrata, kakšni dueti. Pa nikoli ne veš, kam te ponese. No. Se ti vidi, da imaš nekaj medijskih izkušenj. Sama povedala, kaj je za tebe uspeh, kakšni so cilji, ful dobro. Že veš, naše novinarsko vprašanje. No, to ne, ampak se poveš, tako, kaj si iskreno mislim. Mogoče tudi na začetku, tistem obdobju najstniškem, ko smo se še učile vsega tega, niti nisem tako razmišljala, kar so nam povedali, pa so nas malo smerjali, sem povedala, zdaj pa čez leta pol nekako vidiš, da pristnost najbolj pali pri ljudeh in tudi niti ne bi smel razmišljati, kaj zdaj odgovoriti, ampak če iskreno odgovoriš, mislim, da to publika najbolj začuti. To je najbolj važen, na koncu. Mislim, da čez tega je ni. Če si sam sebi iskren, potem to funkcionira. A tako deluješ potem tudi na Instagramu? Ja. Se mi zdi, da vedno bolj, ne se to pride s tem odraščanjem zraven, kar sva prej govorile. Jaz tudi ne vem, ko sem šla iz skupine Foxy, si nisem predstavljala, sem mislila, da tako vse funkcionira, tako kot sem se tam naučila, pa sem pa v bistvu videla, pa se ne rabiš to tako, a veš, ti pa mogoče nisi taka, tako so ti rekli, da moraš biti, ne, mislim, ker tudi sam odraščaš, pa ugotavljaš, kdo si in pol vedno bolj postajaš ti, ne, in to tudi se mi zdi, da je ful istočnica, da to mladim tudi pokažemo, ne, na Instagramu prej bilo mogoče vse toliko bolj zakamuflirano, vse fino, fajn, vse perfektno, zdaj pa vedno bolj, sploh ta generacija, ne, ki prihaja, mislim, se mi zdi, da če njih spremljaš, vidiš, da je vse ful bolj pristno. Dajmo pokazati to, kar smo in spravi tako. No. Ker mislim, da so se vmes marsikatere punce in življenja straumirala z nekimi nepotrebnimi fake Instagram izgledi, presveze. Če je zdaj ta trend, kar ne traja. Ja, jaz mislim, da je. A se tebi to zdi? Ja. Po moje je, ja. Tako da ne bo pristno, ne bo realno. Jaz se tudi, včasih smo toliko tistih filtrov gor nas je metal, zdaj se posnamem čist brez filtra in dam gor, vsak mozol pokažem, če je treba. Tako da ja, je pa to, se moramo pa vsi tega učiti, ne? To so vse neki trendi vmes bili. Pa splavaš. Večkrat si že spregovorila o takih zadevah, ko so punce potrebovali to slišati, si pa že na začetku podcasta v bistvu kar sama omenila svojo bolezen, ampak zdaj si rekla, lahko rečeš, da si ozdravljena te bolezni ali kako je s tem? Mislim, zdaj miruje, to je vaskolitis IgA, avtoimuna. Zdaj v mirovanju jaz mislim, da sem jo spravila pod kontrolo. Je pa nikoli ne veš, da izbruhne. Ne? S stresom je tudi povezan. Jaz mislim, da je tudi zato, ker avtoimune bolezni so ponavadi s podzavestjo, stresom povezane, takrat tudi zato izbruhnila, ampak zaenkrat sem super. Zdaj trkava. Že dolgo, že par let. Je bilo pa kar naporno, ja. To je bilo pa eno obdobje, ko sem pa res, to je bilo totalna neznanka zame, totalen šok. In meni so v bistvu žilce na nogah pokale prav tale spoden del čist, se ne bo videla, ampak ja, do gležnjev dol in boleli so me sklepi. In jaz, ko sem prišla iz nastopov, ker to bil napor za noge, so žile popokale, sem imela cele rdeče noge in sklepi so me toliko boleli, da sem enkrat iz avta dobesedno po vseh 4 prlazla ven, zato, da sem sploh prišla do doma. In potem so rekli, ni zdravila.
počitek, jaz pa 23 let stara punca, v vzponu kariere in sem bila tako, ne, jaz pa to se ne grem. Ne, takrat sem ugotovila, da bom šla čez vse prepreke, da bom delala to, kar mi je všeč. In pač takrat sem vedela, da je glasba to, kar jaz hočem početi. Za ziherne. Sicer ne na najlepši način, ja. Ampak si pa dobila eno potrditev. Ja, siguren. In pa sem ugotovila, kako pač zdravje jemljemo zelo samoumevno. Pa pol zdaj, ker sem spet boljš, ga spet malo samoumevno, spet pozabiš, hitro pozabiš tisto za nazaj, ampak ni samoumevno. Treba je poskrbeti zase. Ampak našla si nek recept, kako si pomagati s to kisikovo komoro. To mi je ful pomagalo. Gibanje, zelo pomembno, pa se mi zdi, da psihološko je tudi treba poskrbeti, da si ti mentalno v redu. Zdaj pa vsak to pač naredi na svoj način, imaš terapije. Jaz sem se v bistvu takrat, nekako sem pol ugotovila, kaj v tistem življenju, v tistem trenutku življenja me je mogoče pripeljati do tega, sem se umaknila iz dane situacije, izolirala in poskrbela, da sem v bistvu zase prvo poskrbela, pa je šlo na boljše. To so tudi izkušnje, ki te oblikujejo. Ja, saj ima vsak nekaj svojega. Ja. Se mi zdi, ne. Je pa dobro, da si našla svoj način in da funkcionira. Ja, samo da se ne vrne. Zato verjetno tudi zdaj, ko imaš malo bolj naporno, še toliko bolj paziš na to. Siguren, ful je treba. Se mi zdi, da pa se vsak človek pol najde to svojo pot, kaj njemu odgovarja, funkcionira. In jaz sem tudi med korono, ne vem, kako si bila ti, takrat sem pa opazila, ker sem imela ful naporen urnik pred tem, res sem laufala gor, da res nisem bila nič doma. Ker ne, to je bila moja omara doma, sem po stvari sem prišla, zamenjala cune in šla. In med korono sem ugotovila, kako mi paše, da se malo umirim, da mal zadiham in zdaj se k temu vračam. Takoj, ko vidim, da mi je preveč, si pač vzamem tiste en dan, dva, če ga rabim. Mislim, da je potrebno, no, tako. Jaz imam takrat reset. Ker če ne, pač slejka prej vodi pol to v neko, po moje, izgorelost, kar pa tudi si ne želimo. Težko iz tega vam prideti. Ja. Padeš, mogoče ti zdi, da kar naenkrat, potem pa težko iz tega ven. Lepo je slišati eno izkušnjo, da si lahko tudi drugi pomagajo, ne? Ja, vedno več jih je. Tako da je treba. Lepo. Moramo skrbeti za sebe. Če ne s terapijo, pa s pogovori s prijatelji. Ja, res je. Vse to je po moja najboljša terapija. Jaz imam eno lepo skupinco prijateljev, moram reči, da sem ful hvaležna za to. Naprimer, z Niko imava tako vez, ki z marsikot, mislim, če tako primerjam ostale, ki se pogovarjamo, težko kdo razume, kakšna vez je to in sem ful hvaležna, da imava, ker to je neprecenljivo. Zdaj že imava več kot, imava letos 20. obletnico. Letos smo imeli 20. obletnico prijateljstva, tako da je res neki wow, plus še ostala ekipca okrog mene in pač se mi zdi, da na koncu karkoli se dogaja v življenju, če imaš prijatelje, si na safe strani. Ja. A ne? Lažje čez vse. Naprimer, pač neke zveze, partnerstva grejo, pridajo, ampak frendi, če imaš tiste prave, tisti ostanejo, pa družine. Tako je. Je pa pomembno, s kom se obkrožimo. Imaš širši krog prijateljev ali vseeno eno tako tesno skupino? Moram reči, jih ni malo, teh res dobrih, ni jih malo, ampak se je pa čez leta zmanjšala. A ne, hitro vidiš, kdo ti paše energijsko, kdo ti odgovarja. Če pa tako pogledam, pa ni zdaj, da bi rekla en, dva, imam kar eno lepo skupinco ljudi okrog sebe, ki so res, ki vem, da vedno lahko računam na njih. Tako. Je pa itak čisto normalno, da se čez obdobja ta skupina ali spreminja. Ja, se malo zavrti, pa se pol spet vrne nazaj, se to je čisto življenjsko, valjda. Imaš še kakšno prijatelja iz vrtca? Iz vrtca ne. Enkrat sem ga srečala, svojega fanta iz vrtca. Ne vem, kako se je to zgodilo, nekje smo blizuni in smo se čisto naključno videli, niti se nisva prepoznala, ampak neka skupna družba bila. In on rekel, jaz sem pa Gašper iz vrtca. In sem bila tako, midva sva se pa ljubčkala pod mizo. To je bil tak luškan spomin. Imam pa eno iz osnovne šole, to pa imam, ta je pa v bistvu, kako bi rekla, prijateljica, ki jo poznam že najdlje časa. Ja. Sicer živi v Švici, pa tudi tja grem kdaj, ampak ostajava na vezi.
Še en razlog za potovanje. A vidiš, sem bila, ne skrb. Večkrat že verjetno. Ja. Dobro, to so potem tisti trenutki. Malo me še zanimajo področje družbenih omrežij. Ja. Se ti zdi to kar ena taka stvar, ki jo mora pevec v tem času imeti? Nažalost. Ja. Mislim, nažalost, cel super, vse je fajn. V bistvu smo si ustvarjali nek svoj medij, kar je v bistvu kar en velik uspeh, po moje, ker imamo to maso ljudi nekje zasidrano, a ne? Včasih pač si to mogel vse delati preko drugih medijev. Zdaj, če si pravočasno padel v to, imaš to svojo zaledje, a ne? Ljudi za sabo, je pa istočasno pač dvorezni meč, ker je tok naporno. In zdaj nisi ti sam glasbenik, včasih si bil pač pevec ali pa plesalec, pa si pač odidel svoje, so ostali menedžeri pa tako skrbeli za te stvari. Zdaj pa si kar naenkrat vse. Ja. in če nisi tega veš, je kar težko, a ne? Jaz hvala Bogu sem padla v to, tako da poleg glasbe tudi to influencerstvo malo nekako čez teden, kako bi rekla, se ga tudi tega malo lotam, a ne? Why not? Takrat, ko je bila korona, sem bila izredno presrečna, da tega nisem pod predpražnik pometla, ker sem želela, ker sem bila tako, jaz bom sam pevka, jaz sem nam s tem ukvarjala. No in pol na koncu mi je v bistvu za tisti čas to konkretno rešil rit, ker sem pač imela razna sodelovanja, a ne? In sem nekako preživela tisto težko obdobje finančno. Zdaj pa pač, zdaj to medij, prek katerega vsak dan komuniciram z ljudmi, še vedno ostajajo ta neka sodelovanja, sicer jih je manj, tisto, kar mi je res želja oziroma tisto, kar mi je res všeč, neka, kako bi rekla, daljša sodelovanja vzemam. Je pa tako, 24/7. To je ta kurnik, to se ne konča, ne. Če hočeš biti tudi na tem področju uspešen, pa to delati dobro, ali rabiš nekoga za sabo, ki to dela, ali pa pač sam poskrbiš in tle. Se sem spet sam jaz, ne. In pol je pač včasih je naporno, ampak je pa kul. Si pa tako po drugi strani malo kreativen, ne, na drugačne načine. To pa tebi tako pripomore, glede na to, da si kreativno vpletena tudi v svoje zadeve. Tako da to mi tudi odgovarja. Včasih pride kakšen teden, ko bi tako pač, a res moram. Zdaj, ko bom šla na dopust, jaz imam že v koledarju noter napisan, 28. imam še nastop decembra, potem pa od 29. Do ne vem kjerga januarja piše v koledarju Ines ne obstaja. In dejansko me ne bo, izklopila bom telefon, vse bom izklopila, pač takrat pa rabiš tisti reset, no. No, lepo, da si tudi to splanirala. Moramo. Mislim, da je bila dobra odločitev to. Sem še ne vem, kam bom šla, to pa še vidimo. Po navdihu. Ja. Ali pa najcenejše karte. Tudi to gledamo, ja. Zdaj gledamo kam, pa da bi bilo še vsem toplo. Hočem biti na toplo, no, tako. A zbiraš med čem? Maldivi. Ok, tudi sem za Maldivico, ker se treba malo izprsiti, tako da bom še videla. Maldivi, pa nisem bila še v Dubaju. Dubaj ni zdaj spet toliko topo. Raj bi šla tako, no, da je res plaža, da je morje, da je sonce. In tako jaz. Pa kaj še na perol špric v roki. Tako. Pa da te sonce napolne z novo energijo. Ja, to bi bilo fino. Sem hodila še prej reči, da je verjetno zdaj, ko pač deluješ spet kot pevka, prej, če primerjamo korona to, je tudi boljše za sodelovanje, ker lahko rečeš ne. Prej pa, če bi verjetno samo to delala, bi prej še sprejela kakšno več. Ja. Zdaj pa lahko to malo kompenziraš. Tako, zdaj pa kompenziram. Tudi bolj iskreno deluješ, verjetno tako. Ja, bolj si pristana, ne. Pač vzamem tisto, kar je meni všeč, za čemer res stojim. A veš, se tukaj zdaj govoriva, ne vem, sponzorski avto. Ne, pač valjda to meni pomaga na vseh teh kilometrih, ki jih tedensko naredim. Ja. Pa neka taka sodelovanja, ki so pač meni pogodo. Parfum, ki ga itak dnevno uporabljam, pa mi je dejansko bil moj najljubši parfum, a veš, to bom pač valjda sprejela. Ne. Ja. Tako da takšne, lušne, sladke dnevne skrbi, ampak istočasno ful pomagajo za življenje. Čas je, da greva še na tale zadnji kratka vprašanja, kratki odgovori. Aha, okay. Pa ko si glih rekla besedico sladka, me zanima, kaj je tvoja sladka pregreha. Sladka pregreha.
Joj, ker jaz ful nisem sladkosned. Si bolj na slano? Ja, lahko pa povem, kaj je hrana. Povej. Suši. Ja. Ta je taka lušna. To se rada pocrklam vsake tok. Kaj bi predlagala 10-letni Ines? Wow. Sledi svojim sanjam. Verjemi vase. To. Mislim tako, če zdaj pogledam za nazaj, je bila pot lepa, ampak včasih mal zasidraš v svoji, mislim, zajadraš v svoji glavi, pa bi rekla, da verjemi vase, no tako, predvsem ta verjemi vase. Čeprav mislim, da ti je šlo kar. Ja, sej so. Mislim, da so mi starši dost samozavesti ulili, no, kakorkoli, v vzgoji, da nisem imela teh takih problemov, ampak občasno še vedno, kar je itak normalno, pa tudi prav je, da malo podvomaš vase, ampak bi rekla, verjemi vase non-stop. Tako. Ker mislim, da pač kdo bo, če ne boš ti sam. Točno tako. Imaš kakšno slabo navado? Ja, zamujanje. Dan sem malo zamudila. Ja, pa ni bilo tako hudo. Ni bilo tako hudo. Mislim, zato, ker sem parkirala, se drugače sem bila na timing. Ampak malo imam s tem, ja, s to organizacijo časa, pa ne toliko v bistvu za neke profesionalne zadeve oziroma biznis, kakor bolj v vsakdanjem življenju. To pa me bojo kar pokregali moji prijatelji, ja, veliko zamujam. Pa ne tako ful, ampak 10 minut, 20 gor dol, ja, vse zgodi. Guilty. Če je 20 minut, če pa hitro prije na kakšne pol urce, to je pa že kar. Ja, to je pa že pa vedno. Ne, to ne. Ne, tako, pa ful se trudim, ampak ja. Včasih ne moreš. Nekje more biti, ne? Jaz imam pač to, ne. A bi imela kakšno super moč, pa ne zdaj, da ne boš več zamujala? Jaz bi, to vam pa ja, letela. Obožujem letenje. V bistvu moj najljubši place ever, karkoli, če bi lahko izbrala, je nad oblaki. Jaz, ko letim na avionu, to je pač sreča. Sreča, pika. In pač dejansko, če bi lahko letela, da bi imela to super moč, bi preletela cel svet. To bi bilo pač wow, idealno. Lepo. Ja. Ti? Da si me presenetila. Ne vem, če sem lahko hitro spomnila kot ne. Okay. Ne. Škaj je bilo dobro imeti? Bom pa razmislila. Neviden plašč, Harry Potter neviden plašč, pa da hodaš okrog, gledaš ljudi, prisluškuješ. Ja, čeprav sem si že rekla včasih, v kakšni situaciji je prav bila bi muha, pa bi šla tam moja na sabo. In poslušala, ja. Pa težila, tistim, kaj si gre v neživce. Ja, okrog glave. Top. Fular. Me pa za konec še zanima, kaj je najlepši kompliment, kar si ga prejela? To vsakega vprašam, ja, da se ne moreš enega imam v mislih. Enkrat mi je rekel en moški, ki je tudi oče, da bi si želel imeti tako hčerko kot jaz in da si želi, da sem jaz njeni hčerki vzor. Tako da to mi je bilo izredno, izredno lepo. Ja. Lepo. Ja. To je pa res taka stvar, ko se ti vtisne spomin. Ja. Lepo. Ja. Hitro si se spomnila. Ja, videla sem. Zdaj pošiljam, če bo gledal. Ampak čist do konca. Je bilo zelo tako, kaj? Pa to zdaj že nekaj časa nazaj, niti ne letos, kakšne 2-3 leta nazaj in takrat je bilo zame tudi tako, wow. Da mi nekdo reče, pač je bilo tako lepo slišati. No? Pol greš v neko pravo smerno, tako da tudi otrokom dajemo lep zgled. Zelo lepo. Mogoče pa bosta oba dva, oče in hčerka, prisluhnila tole. Ja. Čisto do konca. Če so zdržali? Ja. No pa se je prijetno bilo, zelo. Lepo, me veseli. Hvala. Meni tudi. Ja. Tako da lepo bodi in pa se vidimo na koncertu. 27. decembra. Yes, 27. decembra. Hvala ti, Oli. Super. Ok, to. Imamo zelo prijetno. Lepo, me veseli.